Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep zimski pozdrav iz Ljudskega vrta. Pred nami torej srečanje 20. kroga prve lige Telemark med Mariborom in Domžalami. To bo zadnja tekma v tem koledarskem letu, tako za ene kot za druge. Ne pušča tekmecu pravzaprav prav nič prostora, zdaj je tvegana podaja Milca, Žalčani do priložnosti Georgijevič in ostaja nič proti nič. Alič se je odločil za podajo, nevaren predložek pred vrata, ni še konec nevarnosti, Georgijevič dobro pokrit, pa potem odličen strel Ibričiča. Spet so Domžalčani stopili bistveno više, Maribor potem brez težav na nasprotno polovico, odpira se nekoliko več prostora za vijoličaste. Šturm, še vedno Šturm, dovolj prostora ima Šturm, toda strel breg vrat ostaja. Ni bilo dovolj prostora za strel, morda zdaj Sikošek se odločil, Sikošek in potem Mudrinski, 1:0. Ostra podaja ali morda celo strel Gregorja Sikoška. Potem borbena poteza Aliča, Vuk, Georgijevič, to zna biti zdaj nevarno, Georgijevič do strela in še ena obramba Špeta Juga. Torej tekma v štajerski prestolnici z rezultatom 0:0. Tu je priložnost za Maribor. Tokrat nevarna podaja Ibričiča, priložnost, toda zgrešil je Milec. Repas, to zna biti zdaj nevarno, Repas se je odločil za strel, toda zdaj obetav napad, podajo sredino, tam Dobrovoljc na pravem mestu, Mudrinski, strel na prvo, toda Roberto Polis, ki bi zdaj moral nekako vrniti žogo Mariboru, pa priložnost Jurilja v Ljudskem vrtu. Priložnost za Repasa! 1:0, 91. minuta. 91. minuta. Repas je zadev prvič v tem prvenstvu in najbrž bo to dovolj za vse 3 točke. Jan Repas v 91. minuti na koncu tekme, zadnje v tem koledarskem letu, tako za Maribor kot za Domžale. Domžalčani so po 5 tekmah brez poraza nocoj izgubili, torej v Ljudskem vrtu še drugič v tej sezoni. Radovan Karanović je v moji družbi. Veliko priložnosti ste se ustvarili na današnji tekmi in na koncu izkoristili tisto zadnjo. Najbrž vam je kar odleglo po tem doseženem zadetku v zadnji minuti rednega dela. Ja, sigurno. Jaz res moram čestitati igralcem po vsem tem, bi rekel, kar so naredili v tem, bi rekel, neke moje vodenje ekipe. Enostavno, to je nagrada, se pravi gol v 90. minuti je nagrada. Tudi predvsem sem vesel zaradi Repasa, da ga glih on dal. In še enkrat, se pravi, najlepša tudi naše darilo za 61. rojstni dan kluba. Jesen boste lahko zaključili kot jesenski prvaki, najbrž vas tudi to zelo veseli. Ja, mi moramo do jutri počakati, ampak v vsakem primeru mi smo danes želeli zmago, smo dobili zmago in nimamo kaj. Zaključili smo ta del prvenstva tako, kot smo pričakovali. Če opravimo še presek jesenskega dela sezone, klub ste prevzeli, ko je bil nekoliko nižji na lestvici, pa ga spravili povsem visoko do prvega mesta. Najbrž vas tudi to zelo zadovoljuje. Visoka pozicija po nekaj mesecih, ko ste v klubu. Ja, sigurno. Maribor je klub, ki enostavno mora biti na prvi poziciji. To je inštitucija, katera zahteva to in jaz se tega zavedam. Predvsem sem vesel zaradi ekipe, da je odreagirala tako, da nimam kaj očitati fantom. Se pravi, celoten čas sodelovanja z njimi enostavno na neki način smo nagrajeni za vse, kar delamo in tudi danes se je to pokazalo na tej tekmi. Res je, da je tekma odločena v zadnjem trenutku, ampak vseeno mislim, da res vse čestitke in njimi, in publiku, in tudi ljudem v klubu, nimam kaj reči.
Večino tekme ste bili enakovreden nasprotnik, potem pa nesrečen zadetek v zadnji minuti rednega dela. Občutki ne morejo biti ravno najlepše po takšnem porazu. Ja, boleče je vsekakor, če dobiš gol v izdihljajih tekme, ampak fantom dejansko nimam kaj zameriti, oziroma jim sem že v slačilnici čestitev za prikazano. Odigrali smo eno dobro tekmo, tako kot smo pričakovali, imeli smo dobrega Maribora nasproti sebe, mislim, da smo imeli enako tudi mi število priložnosti, tudi pred dobljenim zadetkom smo imeli dober protinapad, iz katerega bi lahko mi tekmo obrnili v našo prid, ampak to je nogomet, to se dogaja, to se je zgodilo fantom, kot sem rekel, nimam kaj zameriti, na serijo smo končali pozitivno. Jaz verjamem, da nam bo to vodilo za spomladanski del in da bomo odprli neko novo serijo, tako da zdaj pa fanti na zaslužen počitek. Preko priložnosti ste zelo malokrat prišli s preskok igro, večinoma z domiselnimi uigranimi kombinacijami, kar na zadnje tudi kaže na vašo dobro formo v zadnjem obdobju. Dobro, mi smo se pripravili na Maribor, da lahko nekako izkoristimo tudi med prostore preko naših napadalcev in tako smo prišli v kar v neki dobrih situaciji, dobre priložnosti z zaključnim udarcem, ampak nekako nismo bili najbolj natančni, nismo bili kvalitetni v zaključku. Na drugi strani je Juh odbranil tisto, kar je šlo v okvir gola. Na drugi strani smo kar dobri bili v bloku, tudi v zadnji zadevi je nekako prišlo do dobrega bloka, ampak odbita žoga in Repas je kvalitetno zaključil in kot sem rekel, je boleče, ampak mislim, da je tudi kar dosti dobrih stvari bilo. Če tudi z vami opravimo presek jesenskega dela sezone, nekoliko slabši začetek, pa potem lahko rečemo dvig v formi, ste zadovoljni? Mislim sigurno, da smo hoteli boljši izkupiček točk, ampak nekako že neka taka, na rekovajih, bolezen po Evropi, ko pride in nekako pride do nekako padca, to se je tudi letos nam zgodilo in takrat smo bili v nekako rezultatski krizi. Ampak z delom in fanti so kazali dobro energijo, smo bili prepričani, da se lahko ta krivulja obrne in to se nam je obrnilo. Žal nam je, da nismo danes ostali tudi neporaženi, da bi nadaljevali to serijo, ampak jaz mislim, da po dobrih zimskih pripravah bomo v spomladanskem delu zopet kazali dobre predstave. Dejan Đuranović, najlepša hvala in srečno še naprej. Toliko pa danes z roba igrišča.